Prišel sem zato, ker včasih opažam, da vsakič, ko vidim te humanoidne robote, da so zelo sposobni, da znajo plesati, da znajo brcati, da znajo ne vem kaj, ampak pa se začnem z njim pogovarjati, pol se pa ustavi. Zakaj mi nimamo še pametnih robotov? V bistvu pač roboti in umetna inteligenca, ne umetnih inteligenc je več. Zelo razvito imajo trenutno atletsko inteligenco roboti, to je, kot ste omenili, ta gibanje, ne, skačejo, plešejo. Je pa tudi zelo razvita umetna inteligenca, se pravi jezikovni model. Če robota povežemo s ChatGPT-jem, se v bistvu lahko z njim pogovarjamo, ne? Vendar trenutno bolj v angleščini, no, ampak... Dobro, mingadi, tikava se, prej se rekla, ne? Se pravi, če prav razumem, oboje ta hip še ne gre, ali kako? Tudi gre, ja. Kaj, včasih ne zna prav konteksta razumeti. Rabiš seveda še majčkeno časa. Moramo razumeti, da je humanoiden robot zelo kompleksen stroj, zelo kompleksna naprava. No, pa dajmo pogledati točno, kompleksnost. Ja, eno je seveda, vsi smo pač zdaj danes z umetno inteligenco, ChatGPT, to je jezikovni model, ne. In to je pač en računalnik noter vgrajen, ne? Ja, potem, ko pa se pogovarjamo o humanoidnemu robotu ali kakršnemu koli drugemu robotu, tudi robotski psi, ne, ki so zdaj zelo aktualni. Tukaj se pogovarjamo pa o fizični umetni inteligenci. Robot ima fizično telo, ne. In za robota je kar izziv, da se znajde nekako v našem fizičnem svetu, da premika, da manipulira objekte, ne. Zdaj, če govorimo o avtomobilskem smislu, ne, ker dejansko, kakor slišimo, so roboti samo avtomobili z mnogo več tehnike, ne? Se pravi, imajo radarje, imajo senzorje, imajo liderje in tako naprej, ne? In, ok, že vidimo, da že avtomobili ne zmorejo vsega, se razumem, da ti tudi ne znajo. Ja, trenutno še ne, ampak zdaj se vlagajo milijarde v to, ne? V razvoj, bi mi rekla, zdaj bolj aplikativnosti humanoidnih robotov, ne? Ker ja, sigurno bi rekla, no, da je humanoiden robot makšen bolj kompleksen, kar se tiče, naprimer, ko bi rekla, stabilnosti, ne, hoja po dveh nogih je sigurno večji izziv, kot je pač avtomobil na kolesih, na štirih kolesih, ne. Potem manipuliranje, ne, robot, ne, ima zdaj pač dve roki, še prste, ne, da lahko manipulira objekte, ne, to je pač samo dodatna kompleksnost. Pa kako sploh naučimo, v bistvu, da točno ve? Recimo, humanoidi bojo zdaj v tovarnah, ne, pomagali, prenašali škatle, pa tudi dejansko sestavljali avtomobile, ne. Kako to dejansko naučimo, da zmorejo humanoidi to početi? Načinov je več. Najbolj pogost način učenja humanoidnih robotov je prek teleoperacije, ne. Se pravi, robot ima tudi kamere, razne senzorje, ne, in potem imamo teleoperaterja, ki ima takšno obleko z markerji in takšne gibe, kot dela človek, jih bo potem ponovil robot. In tako v bistvu učimo, ne, se pravi, človek manipulira zraven, je pa robot, ki istočasno opravlja takšne gibe, ne. In, naprimer, danes je tudi tako, ne, ker so se zelo zaradi umetne inteligence, imamo zelo sposobne simulacije. In, naprimer, ko naučimo enega robota, in ga lahko naučimo danes zelo hitro, ne, včasih je to trajalo po več mesecev, danes lahko že v enem tednu, parih urah tudi, ne. In ko naučimo enega, lahko to apliciramo na tisoče drugih istih modelov robotov. Se pravi, to sam ves čas ponavljajo, kaj? Ja, zdaj, če govorimo, naprimer, v tovarni, ne, v industriji, to so ponavljajoči gibi. Ja. Se pravi, vemo, kakšen je stroj, vemo, kakšne so razdalje, vemo, razporeditev je enaka, ne. In ko naučimo enega humanoidnega robota, to lahko potem naložimo samo na druge enake humanoidne robote in pač ponavljajo delo. Sam, to je v bistvu samo stroj, ne? Ja, se je, robot je stroj. Se vem, kje je tle pamet? Pamet, seveda tudi pamet ima, ker razvijajo tudi že nevronske mreže. Zdaj, naprimer, če pogledamo naprimer humanoidne robote, kot naprimer pred kratkim smo videli posnetke od Boston Dynamics, ne, avtonomno, ne. In za njega so že tako tudi razvili to fizično umetno inteligenco, se pravi, ko on prime nek predmet,
oceni velikost, oceni težo in ve, kam ga bo lahko dal, kam, v katero polico bo to pasalo. Seveda je bilo veliko učenja, ne, se nauči, tako da bodo tudi avtonomni, ne, se pravi, zdaj pač se intenzivno razvija, tako kot sem že omenila, ta fizična umetna inteligenca, tako da v industriji bomo imeli mi že zelo kmalu humanoidne robote. Ne, seveda, se jih predstavljam. Se pravi, če prav razumem, avto bo prišel po tekočem traku, on bo takoj zaznal, ok, zdaj imam to pa to barvo, ne, brez da bo rabil pogledati kakšen črt na kodo, kam bo dal kakšne podatke, ali ne vem, kaj bo dejansko sklepal. Ja, čisto odvisno, kaj bomo mi dali zdaj za trigger. Ali se zdaj pogovarjava o izdelavi ali se o prodaji avtomobilov? Prideva še do prodaje. Ok, no, če smo zdaj v proizvodnji, jih že intenzivno testirajo, prav za avtomobilsko industrijo, takoj že. Ja. BMW testira ameriške robote, mislim, da so od Figure, potem Boston Dynamics intenzivno za Hyundai, Ja. zato ker 80% lastniki podjetja Boston Dynamics so Hyundai. Avtomobilsko podjetje. No, Tako, to niti ne vemo, ne. In zdaj pač tam je ne vem koliko, ampak kar precej od Boston Dynamics humanoidnih robotov se zdaj uči v Hyundaiovih tovarnah, ne. In naprimer tam, kjer je mogoče prej človek nekaj upravljal, da nekaj prelaga, ne, to sedaj lahko humanoidni robot. Ker to so tudi za človeka mogoče škodljivo, no, da eni niste gibe, ne. Pa vseeno ne more to industrijska robotska roka, ne, mogoče je treba vseeno kak korak včasih narediti, to pa pač humanoidni robot lahko. Se pravi, že lahko, ne, zdaj so že pilotni testi. So v tovarnah, roboti testirajo jih in da vidijo pač, kje gre narobe, to so zdaj bolj takšne, bi rekla, še mogoče malenkosti in jih popravijo, ne. Ja, čeprav tukaj sploh v bistvu ne vidim tako zelo verjetno problemov, ne. Bolj pa problem, ko bomo pa mi prišli, se pravi, do prodaje avtomobilov, ne. Kar pa dejansko vidimo, da tam pa pride robot v stik s človekom, z muhavostjo človeka. Nepredvidljivostjo. In pa seveda tudi malo hecanjem, ne? Ja, dobro bo to, jaz pravim, dobro je to, ker robot bo potrpežljiv. Robot ne bo nesramen do strank, ne. Tukaj se nahecamo, jaz tako rečem, robot ima res jeklene živce, ne, bo še vedno prijazen, ne, tudi če se s ChatGPT-om pogovarjamo, ne, je vedno vljuden, ne. Ja, pa vedno pohvalne. Tako bo, ne. Bo pa mogoče kakšna ta nepredvidljivost človeška, no, to je, kar tam, naprimer v salonu, če je tisto, pa nimamo kontrolirano, ne. Ampak bo tudi čez čas, se pravi, se bo tudi robot prilagodljiv, pa tukaj bomo morali tudi mi sodelovati, ne, se pravi, kakor bomo mi pripravljeni sprejeti humanoidne robote, tako uspešni bodo v družbi, ne. Tukaj pa bom malce drugačne razumljen, kakor stroj v tovarni, ne, bo samo še eden izmed mnogih strojev humanoid, ne. Kakor ga bomo dali pa mi kot prodajalca, ne, pa takšna oblika, pa pogovarja se, je pa to ena nova vrsta, ki pa smo jo mi naredili in ne vemo še, kakšni bodo odzivi, kako bomo to sprejeli, definitivno pa to prihaja. Verjamem, da prihaja. Videl sem jih že, videl sem, da so imeli blond lase, videl sem, da je dejansko delovalo, izgledalo kot popolnoma luštna ženska, tudi rečem to, ampak smo mešane občutke glede tega. Čisto odvisno, v kakšen kontekst postavimo, ne. Naprimer, jaz, ko sem bila na Japonskem, ne, tam imamo te androidne robote, ne, to so take, kar si omenil, ne, imajo lasje in kožo in so androidni, se pravi, res posnemajo človeka, so večinoma ženske, ne, kar tudi, dobro, to je že zdaj druga tema, ne, ampak tam v shopping centrih pač so na voljo za informacije, mi vstopimo, vprašamo, ja, kje je oddelek za oblačila, kje je pač, ne vem, ta pa to firma, no, znamka, ne, in nas usmeri. Je pa torej zaenkrat so to, kakor sem jaz videla, so to conversational robot, se pravi pogovorni roboti, takole sedi ni, da bi zdaj hodili okrog, ne. Imamo pa na Japonskem tudi hotel, no, kjer nas na recepciji pričakajo roboti. Ja. Pa je kar dobro sprejeto. Se razumem, samo po eni strani v bistvu so to neke tiste osnovni podatki, ne. Zdaj, dostikrat pa, ne vem, recimo, ne, na recepciji v hotelu, ne, bo prišel, ne vem, vinjen človek, ne. In bo začel takrat provocirati, bo začel vprašati, ali pa bo tudi čudno se, ali pa bo recimo, ne vem, kakšen
splašen fantek prišel, ne, pa bo moral v bistvu tudi to psihologijo poznati. Ne, Ja, to je res. Se pravi, to pomeni da bo moral biti ta robot res pameten. Pameten, ja. Zdaj, Mislim, da bo tole, znal kar si detektirati, zdaj ne. omenil, je v bistvu že ta čustvena inteligenca, ker pa jo zaenkrat še nimajo, ne, roboti. To je pa tisto, kar dejansko potrebujemo, ko gremo, ker roko na srce je, če gremo v prodajni salon avtomobil videti. Bo prijazen, ja. Razumem, da bo prijazen, sam dejansko je tudi že nakup avtomobila čustven proces, ne, pa dejansko jaz moram občutiti, pa nekdo me mora navdušiti, ne. Zdaj s podatki je težko. Ja, mene tle bolj skrbi, če bo mogoče kakšna znamka tukaj zadnja avtomobilska in bo potem algoritem, ki bo poganjal robota, usmerjen v to znamko. Dobro, če prijemo v prodajni salon neke znamke, je že tako pričakuješ, da bo tako. Hočem reči, ta robot bo moral vplivati na moje čustva, ne, da bom jaz se navdušil, kar pomeni, da bo moral prepoznati, kam jaz sploh ciljam, kaj dejansko želim. Mene to ne bo zanimalo, koliko ima kilovatov tisti motor. Mene bo zanimalo v bistvu, on bo moral pogruntati, kakšne imam jaz navade, kakšne imam želje. In tukaj mora biti Jaz mislim, da bo čustveno. tudi to, ker se pospešeno zdaj razvijajo tudi ti marketinški algoritmi, ne? In to se samo v robota predstavi. Sej, a je pred nami računalnik, ne, laptop, kjer pač nakupujemo, ali pa se pač ta algoritem da v humanoidno podobo, ne? Se tudi njega poganja v bistvu računalnik. Računalnik, ja. Ja. In okej, se pravi za vsa slovenska podjetja, ki razmišljajo, glede na to, da nimajo pravega kadra, da bi v bistvu zamenjali oziroma dodali kader. Dodali, jaz to vidim, da bo bolj sodelovanje človek in robot, ne? Ja, zdaj, čez nekaj časa pa mogoče dejansko zga pa ne. Ja, no, ja. Jaz že malo naprej gledam, ne, jaz sem potem že pri podpisu pogodb, pa pri tem, no, kakih v njih, da bo mogel kaj prinesti, pa kaj. Ampak ja, kot asistent prodaje bojo pa že zelo hmalo, ne, tudi v Se pravi, da bo Sloveniji. tudi kavico prinesel? To bi v bistvu tudi lahko, ja. Ok. Mislim, na avtomat je pač... Ja, se ni neka taka stvar, jaz se tudi... Ampak bo. Moramo biti potrpežljivi, no, jaz verjamem, da bo tudi to kmalu. Moramo se pa tudi tako vprašati, ne, danes imamo na voljo veliko robotov, ne. Naprimer, smo že bili v McDonald'su v stiku, robot, ki nam postreže, ne, sej, tam se bolj obnese robot na kolesih. Jaz tudi mislim, da za strežbo To vse razumem. je treba pametno razmisliti, zakaj pa ki je humanoida, ne? To razumem, to so vse tisti osnovni stroji, ne. Zdaj, mene res zanima v bistvu, kako se bo soočil, ker že pri našem delu, mislim, ker nekdo vpraša v bistvu za nasvet, kako avtomobil kupiti, ne, katerega izbrati, ne, takrat moraš naprej pogruntati, kam cilja, kaj je dejansko. Jaz mislim, da je ključnega pomena lih ta čustvena inteligenca. Ja, je pa tudi tako, ne, jaz se ne spoznam na avtomobila, ne, in mogoče, ko bi šla jaz kupovati avtomobil, bi me bilo mogoče kar malo pred človekom sramke vprašati, ne, da ne bi preveč neumno, pred robotom pa ne bi bilo, ne, zato, kot tudi vemo, v ChatGPT vprašamo vse. Vprašamo tudi, kar nam je mogoče nerodno pred prijatelji, ne, in mislim, da pred robotom tudi tega ne bo, ne, tudi kakšne takšne zelo... Ok, to je res, ja. To je tudi v bistvu plus, ne. To je res, ja, ok, nisem mislila to, ok. Ja, veliko enih stvari bo, ko sploh nismo še pomislili na to. To je res, je pa res, da potem imamo pa izkušnjo s ChatGPT-jem, naprimer, ne, da dejansko tudi kaj po svoje pove, ne, mogoče tudi kaj, robot, vsi se zna narediti, da bo kaj. Ampak dajmo v prid prodajalca verjetno, ne. Ja, se, ampak vam bomo zaupali. To je pa na nas. Aj tudi prodajalec je tam, bom tako rekla, na nek način sprogramiran. To je res, ja. Tudi njemu ne mora zaupati čisto vsega. Tako da je dostkrat je zdaj to vprašanje, komu bolj zaupati, umetni inteligenci ali človeku, ne. Umetna inteligenca lagala ne bo, no, namensko, no. Mogoče, če čas halucinira, ne, ampak tudi to se izboljšuje. Ok.
Okay. Prav, se pravi, čustveno inteligenco še moramo graditi. Kaj pa to pomeni, kakšen računalnik pa to mora biti? Ni to važno od računalnika, od algoritmov. Sicer me večkrat to sprašujejo, čustvena inteligenca v robotih, v bistvu umetna čustvena inteligenca, ne? To bo čist neko drugače, kot imamo mi, ne? Ker drugače umetna inteligenca, ne, čist drugače dobiva izkušnje, kakor mi ljudje, ne, tako da bo to čist drugače, ne, tudi ta zavest, če se bo kdaj, to ne bo tako kot pri nas, ne, ker je sam postopek doživljanja izkušenj čist drugačen. To bo nekam šlo, ne vemo, kam bo šlo. Nas mora to skrbeti? Mene, tako bom rekla, ne skrbi me tehnologija, skrbi me pa človek, ja. Vedno je zadnji še človek. Družba smo pa, nisem glih ponosna na nas ljudi, moram reči, zadnje čase, ne. Smo zelo nasilni, tudi mladi, zelo je nasiljeno. Skrbi me vedno, ko dobim to vprašanje, mene ne skrbijo roboti, ne skrbi me tehnologija, skrbi me človek, ja. Jaz vedno rečem, ni slabih tehnologij, smo slabi uporabniki, ne? Tako da se tudi mi tukaj v Katapult robotiki res stremimo in prikazujemo pač pozitivno rabo tehnologij, spodbujamo k pozitivni rabi robotov, izginili ne bodo. Ampak kako? Kaj je treba vgraditi noter, da bojo roboti prinesli samo pozitiva, ne pa negativa? 3 zakone o robotiki, ki jih je napisal Isaac Asimov, so zelo aktualni danes. Pa to ni hec, ne. Jaz, ko sem bila po teh raziskovalnih laboratorijih tudi po svetu, ne, kjer pač razvijajo robote, jih imajo na steni, ne. 3 zakone o robotiki. Pač da robot ne sme škodovati človeku, da mora delati za dobrobit človeštva, pa tudi, če pride v tako situacijo, da je sam, pač na udaru mora vedno še poskrbeti prvo za človeka, no, tudi pred njegovo varnostjo. Ja. In kako bomo to dosegli, da bo to res ves čas veljalo? Kako bomo preprečili, da ne bo nek politik si izmislil kakšne druge zadeve? To bo izziv. Mislim, ciljem na to, ne, zdaj, ker že zdaj vidimo, da je umetna inteligenca prišla prehitro in nas je ujela nepripravljene. Ne, da bi v bistvu mi določili pravile igre in zdaj je na nek način te pravile igre treba določiti, ne, da bi v bistvu mogoče sploh že danes vedeli, kako jih sploh določiti. Ja. Oziroma, kakšno mnenje, kaj sploh moramo narediti? Nismo pripravljeni na to sigurno. Umetna inteligenca je zelo močno orodje, če ni to celo ena najmočnejših, kar smo jih ustvarili, ne? In praktično ima danes vsak doseg do te tehnologije. To me ne skrbi, ne? Vsak ima pametni telefon, ima že to, ne? In mene bolj me skrbi ta umetna inteligenca, pa deepfake, no? Pa to z algoritmi, ki so te vojne, bolj kot pač takšne roboti, no? Sej, vidimo. Ja, ne, ja. Mislim, ja, skrbeti nas mora takrat, ker zdaj večinoma v bistvu se skrbi nas to in to, ki je tudi pač malo kritika, ne, da pač tudi v šolah še nimajo, da bi se učili umetni inteligenci, ne, da bi se učili pozitivni, dobri rabi, ne, tako da. Sej, kako jaz vidim... Uči nas internet, ne, internet je pa... Ja, no, ampak sej mladina danes je v bistvu zelo, ne bom rekel zaskrbljen, ampak tudi malo iz vidika ekologije, ne? Da v bistvu niso zelo naklonjeni v bistvu tej tehnologiji, kot vidim na splošno, ne? A nas mora to skrbeti? Ker v resnici to bo okoljska bomba. Da niso naklonjeni robotskim tehnologijam? Ja, zaradi ekologije, ne? Ker dejansko zaradi vseh tistih serverjev. So pa k telefonom, ne? Pa z vsem to pa sprejmemo. Tako je zelo dvorezen meč, ne? Ko takole začnemo se o tem pogovarjati, marsikaj, kar smo kar pripravljeni pa spregledati. To je res, to je res. Sam je pa zdaj spet... Umetna inteligenca nas sploh napaja, ja, in jo vsi uporabljamo, ne, in... To že, ampak dejansko v bistvu, recimo, ne, če izhajamo iz avtomobilizma, ne, se pravi, zdaj, ker naenkrat smo prišli, ne, dizli so problem, vse to je problem. V resnici imamo pa s tem zdaj zelo veliko okoljsko bombo, ne, ker dejansko bo treba nekaj doreči. A bomo zdaj mi začeli pri robotih, začeli bremzati ta razvoj zato, ker je pač okoljsko sporno.
Ne vem, kje Kaj bomo bomo začeli bremzati, to ne vem. Ja, so pa sigurno izdelava, predelava, baterije problem, ne. V bistvu, tak konzumenti energije smo nasploh, ne. Roboti, avtomobili, mobilnost, no, nasploh, če rečem. Ja, ampak ciljam predvsem res na serverje, pa na segrevanje, pa to tako. So odprla tematike, ne? Smo pred velikimi izzivi, sigurno. Kaj pa v bistvu, če greva spet nazaj na trgovce z avtomobili, pa greva spet na proizvodnjo, kaj bomo pa počeli mi ljudje, ko bojo humanoidi delali naše stroje, naše avtomobile, ko nam jih bojo prodajali, kaj bomo mi sploh počeli? Mislim, da kar veliko nas še čaka dela z roboti nasploh, ne, tako da mislim, da ne bo... Čez 20 let, no? Čez 20 let, ja, lahko bomo pač več brali, lahko bomo se bolj umetniško udejstvovali, lahko bomo bolj uživali. Ampak če se bomo uživali? Se bojo roboti delali, ne? Zdaj se že gre tako, ja, v bistvu, če kakšne znanstveno-fantastične zgodbe, tako futuristične, si ljudje, na primer, kupijo robota, oni so doma in robot hodi v službo in dela in prinaša denar. Ja. To so, pred kratkim sem prebrala en strip na to temo, pač od robota in se pač robot počuti izkoriščenega. Ampak celo družino robot, na primer, v tej zgodbi cela družina robot preživlja. On hodi v tovarno in pač proizvaja pač produkte, konzumenti smo. Ne vem. Jaz mislim, da bo pa vseeno verjetno... Ne, zdaj je potreba po robotih, nismo si jo mi izmislili, in to je neka modna muha, ne, ampak smo res neverjetni konzumenti, ne. Naprimer, naročujemo iz Kitajske gadžete, oblačila, elektroniko, ne, in želimo, da je to naslednji dan pri nas, ne. Se vidimo, samo pogledajte, kako so Amazonova skladišča, to je ni človeka že skoraj, ne. To je vse avtomatizirano, ne. Pač preveliki konzumenti smo, ne, in če želimo potešiti to, da pač po nakupovanju pač ni dovolj ljudi. To je res, ja. Pa še marsikaj jih primanjkuje, kar pa mene zelo skrbi, ne, da jih primanjkuje, na primer, v oskrbi. Mi imamo dovolj domov upokojencev, ne, ampak so prazne sobe. Ne zato, da ne bi bilo pač uporabnikov, ne, ampak ni ljudi. Nimajo, da bi to skrbel. Se pravi, robot lahko pride tukaj? Tudi v tem smer se gre, ja, tudi v to smer. Čeprav tam bi pa rabili to čustveno inteligenco. Ja, zdaj tako dosti se tudi razvijajo te pogovorni roboti, ravno takšen robot, no, točen ta robot bi bil pa že lahko, na primer, v domu upokojencev, da bi se pogovarjal z dementnimi, ne. Njega se lahko pripravi tudi, da prepozna človeka, ne, na primer bi se takole usedel nekdo, ki ima oskrbovanec z demenco, pa bi rekla, pozdravljena Marija, kako se pa danes počutite, ne, in bi ona odgovarjala, pa bi vprašal za spomine, vemo, da dementni se za nazaj zelo dobro spomnijo in zelo radi razlagajo, zelo radi 100-krat enim isto povejo. In se mi zdi, zdaj, če nimamo mi ljudi, da bi se nekdo pogovarjal, ne, jaz ne vidim nič slabega, če se pogovarjajo z robotom, če oni to želijo, ne. Če to sprejmejo, kar za dementnega je dobro, da je kognitivno aktiven, ne. Se meni zdi bolje, da se z robotom pogovarja, ko pa da v steno gleda, ne. Če to on želi, prisiliti to ne smemo, ne. In verjemite, da so v domovih zastarele zelo odprti za takšne tehnologije. Mi gremo z našimi roboti večkrat in ni zadržkov. Kot tudi strokovni delavci v domovih so tudi odprti za takšne tehnologije, ne. Edina skrb je pač cena, ne. Ker so pač drage, pa potem spet, kdo bo tam programiral, kdo bo skrbel za to tehnologijo, ne. Se pravi, to se odpira zdaj neke nove službe in dejansko bomo mi potrebovali kot država v bistvu začeti vlagati nekaj denarja v take zadeve. Zdaj so v bistvu potrebni novi študijski programi prav za programiranje humanoidnih robotov, ne. To je drugačen proces, kakor je za industrijske robote, ne. In to šele prihaja, ne. Zato, ker, seveda, ker tam mora biti pameten, on pa sam dela. Kdo ga mora naučiti, ja. Če greva zdaj nazaj spet na mobilnost, ki so malo zafilozofirala, vseeno me pa zanima, kaj dejansko bodo roboti tudi v bistvu delali. A zdaj rečemo, avtonomni avtomobil je to
robot, ali bi bilo bolj smiselno dati humanoida noter v avtomobil? Jaz tu ne vidim smisla, niti ne vidim smisla, da bi dajali humanoidne robote, da bi vozil avto. Ne, vse avto je že sam po sebi lahko avtonomen, ne. Tu so zame dve ločene tehnologije, no. A resno? Zdaj, ker vsi ne... Humanoidni robot pa avto sta meni zelo različna, no. A res, o čem pa? Sprašujem prav zato, ker na Kitajskem, ko sem bil, so mi v avtomobilskih podjetjih razlagali, da oni razvijajo humanoidne robote, zato ker je to v bistvu samo druga varianta avtomobila. Tehnično gledano, ne? Zaradi liderjev, zaradi senzorjev. Ja, uporabljajo enako tehnologijo, se pravi, da se ognejo oviram, pa to senzorje, ne, ampak namembnost je pa čisto drugačna. Jaz si ne predstavljam, da bo, ne vem, avto nima rok, ne more manipulirati, ne. Humanoidni robot je prednost, da lahko kakšne predmete manipulira, da kaj prinese, kaj odnese, se pogovarja z nami, ne, da ga lahko not da ga imamo lahko not v salonu kot prodajalca, ne. Edino lahko bi pa tudi bi stopil do avtomobila, pa bi se avto sam sebe prodajal. Tudi to pač bi bila možnost. Ja. Če so tako pametni, ne? Pa bi lahko rekel, no, vas bi pa želel, če bi pa že tako ocenil tega, pa jaz, ti pa mene ne boš vozil, jaz pa tebe ne vozil. Ok, to si me zapavili. Super ideja. Ok, pa bi pogledal drug primer, ne? A bi, ne vem, lahko vozil kakšno rikšo ali kaj takega, ne? Pa bi to bolj smiselno. Ja, to bi tudi lahko, ne? Ja, ampak tudi ne vidim vsem tem napredku, pa vseh drugih napravah, ki jih vidim, ne vidim smisla v tem, no. Sikaj, pa ne, ok, Ja. ja. Bolj tako tam, kjer ni ljudi, tam, kjer pač lahko, pa moramo gledati, da bojo res nekaj doprinesli, nekaj novega, ne? Kakšna ideja, ki bi recimo lahko robote uporabili v mobilnosti, humanoide? Humanoide prav v mobilnosti, v kakšni strežbi lahko, ne, potem se tudi, jaz pač tako gledam, ne, naprimer, tudi v bolnišnicah, ne, bi lahko pač, lahko hodi okrog, lahko, ne vem. V prometu? V prometu jih že uporabljajo, točno, no, tole je bila dobra, na Kitajskem imajo humanoidnega robota, ki usmerja promet in celo semaforju, ne kot policist, kot prometnik ali kak bi bil. Ja, ko pride do rush hour in je kaos in pač jih usmerja, imajo prav humanoidnega robota. Kaj, zato, ker poskanira, pa potem skalkulira, Ja, pa tako, da namesto človeka tam stoji, pa pač kaže, ne, ti se ustavi, ne, je dosti hitrejše, mogoče ga ne zmede tako hitro, kot lahko človeka, pa zanimivo je povezali so ga s sistemom semaforjev, ne. Je v bistvu gibajoč semafor lahko tudi, ne, tako da tukaj pa vidimo, ja. Še kaj tacga? Ja, tole mi je zdala na vlakih, ne vem kakoli. Na vlakih bi bilo mečkaj težje, no, že vemo, no, mogoče naši vlaki sigurno ne, japonski, kitajski, tam bi pa že šlo, ne. Se pravi, tudi mogoče pomoč pri, ne vem, kakšnim gibalno oviranim. Tako, ja, to sigurno, bi lahko tudi voziček, ne, on, to sigurno. Pa zelo veliko je tudi, naprimer, dobro, to so bili eksoskeletoni nekaj časa, mogoče bojo zdaj tudi humanoidni roboti pri gasilcih, ne, ki imajo težko opremo, da pomaga, ne. Ok, se pravi, lahko pa bi vozil, naprimer, humanoid tvornjak, zato ker bi se naprej tam spal, pa bi pa šel ven, pa vzel viličar v roke, pa raztovoril. Pa to je že vse avtomatizirano, gasilska tvornjak se lahko sam voz, viličari so že tudi avtonomni. Ja, ok. Tako to, tle bi se sam zakompliciralo. Tle že imamo neke rešitve, ja. Naprimer za vesolje, ne, to pa so. Tam pa nismo našla, tam pa je v bistvu, no, zdaj, naprimer, naslednja misija, kdaj bo za na Mars, prav trenirajo robotske pse, ne. Pa, naprimer, robotske pse, pa tudi potem humanoidne, tja, kjer je za človeka nevarno. V Kanadi imamo najgloblje jame, kot rudnike, ne, in tam pač prihaja do sesedanja, ne, in pač za človeka je nevarno, da bi tja šel, postavil senzorje, poskaniral, pošiljajo robote, ne. Potem samo, naprimer, za Fukushimo, ne, naprimer za
uhajanje radioaktivnosti, ne, ker so pač ventili, ki jih je treba. Ravno zato so Japonci razvijali humanoidnega robota Asima. Ne. Ena aplikacija tega je bila ravno za tja tudi humanoidna oblika, ne, ker je tam vse prilagojeno za človeka in ta robot je bil sposoben. Zavrteti ventil. Ja, ampak je radioaktivnost premočna, moj pa čipe kurlo, no, tako da, ja. Se pravi, naslednja generacija. Ja. Ok, kaj še moram vedeti o tem robotu, tako, če ga primerjamo z avtomobilom? Ja, kot smo omenili, no, ta bi bil res, se mi zdi, zelo dober prodajalec, no, asistent, no, prodaje. Se mi zdi, da zdaj na začetku bi tudi veliko pozornosti pritegnil, no. Pa zanimivo, ne, ker mi lahko za takšne robote potem zgradimo prav poseben karakter, ne, ker ga tudi že Neo ga že ima, ne, ta Neo od podjetja HIProjekt in mislim, se da cela zgodba tudi okrog. Kaj to pomeni karakter? Karakter, da bo imel ene določene karakteristike, tako kot vemo, da imajo določeni ljudje, ne, in bo lahko influencer, ne, naprimer tudi. Ok. Ja. Ok, se pravi, to pomeni, da bojo mogoče v ozadju imeli v prodajnem salonu več različnih karakterjev teh, ne? Oziroma en robot, ki bo samo dejansko detektiral, ok, zdaj pride pa noter neka starejša gospa, njo bom postregel na tak pa tak način. Čim bo prišel nek mlad, bo drugačne besede uporabljal. Kako daleč pa smo Se mi zdi, da se bo realno kar lažje prilagodil kot človek, kot navaden prodajnik, no, tem različnim karakterjem, ne, generacijam, no, če tako rečem. Koliko daleč smo, recimo, res od tega? V bistvu smo že dosti blizu, zdaj v bistvu se to že vse testira, ne. Kje pa? Zdaj trenutno se še v laboratorijih testira. Tukaj? Ja, tudi tukaj bomo, ja, ko bomo. Tako da bo, mislim, da bo dosti kmalu. Ker vidimo tudi v Sloveniji je kar nekaj humanoidnih robotov že, ne, tako da. Ampak kaj konkretno testirate tukaj? Se pravi, da pride nekdo zoper naš, pa pride en, ne vem, to je govor testirate? Govor, ja. In po slovensko se pogovarja? Da, mislim, da se tudi lahko že v slovenščini, tudi v realnem času, ja, da ima že tako razvite te algoritme, ja. Med primer, ko imamo robotskega psa, z njim se mi ne moramo no še v slovenščini, se pa lahko v angleščini pogovarjamo, ja. Ker pa mi tukaj razvijamo v Katapult robotiki, so pa različne interakcije med ljudmi in roboti, ne. V interakciji smo lahko na različen način, najbolj aktualna pri nas je ta neurointerakcija. Se pravi, mi smo te naše robote, ki jih imamo, povezali z brain-computer interfejsom, to je vmesnik med možgani in računalnikom oziroma strojem in lahko, na primer, upravljamo robote z mislimi. Našega robotskega psa lahko z mislimi kam pripeljamo, ne. Kaj to pomeni? Imamo te naprave. Porabljamo te naprave, ki imajo 8 elektrod, iz teh elektrod. Aha, se pravi, te elektrode v bistvu dodamo na glavo, živce. zaznavajo našo možgansko aktivnost, ne. In te naprave, ki jih imamo mi, ne, delujejo preko vizualnega stimulusa, ne. Se pravi, mi naredimo neke sličice, ki so ukaz, kar je robot sposoben narediti. Naprimer, imamo ukaz, robot hodi naprej, ne. Naredimo vizualni prikaz tega, imamo sliko robotskega psa, ki hodi naprej in ko mi gledamo ta sličico, ta ukaz, se v naših možganih naredi en vzorec, ta naprava ga prepozna in ga shrani. Ko gledamo drugo sličico, ki je nek drug ukaz, naprimer, da robot sede, se nam drug vzorec naredi, zazna, shrani. Naprimer, premik levo, desno in tako naprej. In tako lahko mi potem upravljamo robota. To upravimo prvo kalibracijo, da se naprava sinhronizira z našimi možgani, to traja nekaj 2 minute pa pol. Potem smo pa mi pripravljeni, pa lahko tega, lahko te manjše humanoidne robote, ki jih imamo mi, industrijske robote in kmalu bomo šli tudi na te. In naprimer bi ga lahko imela, imamo naprimer pripravljene, ne vem, da gre pot do hladilnika, ga poslal v hladilnik, prines nekaj. Ne. Tako da je veliko tudi takih, ko bi rekla, rehabilitacijskih aplikacij, ne. In to napravo, moram reči, ko imamo, mi ima samo 8 elektrod, pa to zmore, ne. Se pravi, če bi imeli pa več elektrod,
dobiš več podatkov z možganov, Zaznate. hitreje, ja, gre ne. Ampak mi pač izvajamo tako demonstracije, je tole super, tako da na tak način v bistvu širši javnosti približamo neurotehnologije in da lahko poizkusijo. Ravno danes smo imeli na primer 55 dijakov tle in so pač spoznali to tehnologijo in lahko so robotskega psa z mislimi upravljali. Mislim, da je to kar ena taka edinstvena izkušnja in vidijo potem tudi te pozitivne, humane aplikacije teh tehnologij. Ne. Tu govorijo tudi tukaj za, ne vem, pomoč pri, ne vem, ADHD-ju, pri drugih zadevah. ADHD, ne, to je malo drugo, ja, tam je malo, tisto ne bi vedela, s tistim nimam izkušnje, je pa tle bolj z drugimi ALS, naprimer, ne, ker nam mišice odmirajo. Ne, to gre v bistvu tam, ko mi telesa ne moramo več uporabljati, ne. Imamo pa dobre možgane, pa vid, ne. Takrat mi točno to. Obratno torej. Štekam. Ja, neuro. Ja, ampak jaz sem razumel iz vidika pač v bistvu, da v možganih, ne, tudi v bistvu se pač dogaja, ne, in v bistvu mogoče lahko vplivamo, če zaznamo tako kombinacijo, recimo teh pa teh držav, da lahko potem pomagamo v bistvu tudi misli usmerjati ali kako. S tem se nismo še mi ukvarjali, kakor sem rekla, mi smo res fokusirani na premikanje, na upravljanje robotov s tem. No, ker v tem je smisel, ja. Ja, to pa deluje. Večkrat že stestirano, ne. Ok. Še ena stvar me vseeno skrbi, ne, zdaj, kaj bomo res mi ljudje počeli potem, ko bodo vse roboti nadomestili, ko si bomo zrihtali pomočnike za vsake možno. Mislim, da ne bo zmanjkalo stvari. Naprimer, jaz zdaj vidim, ko se tukaj s temi roboti ukvarjam, pa toliko imam nekih predavanj, pa bi si zelo želela, da bi tudi kdaj robotke namesto mene opravil, da bi jaz lahko na vrtu delala, ne. Da bi lahko bila več v naravi, da bi lahko... Bomo našli, sigurno bomo našli, pa da bi več brali, ne. To že, ampak kako bomo denar zaslužili? Intelektualnega. Kako bomo denar zaslužili? Bomo našli rešitev tudi za to, pa ga rabimo toliko. Ja, to je zdaj čisto tak, ne, koliko ga kdo. Zdaj, ali imaš raj čas, da ga preživiš s svojimi, no, ali... To je zdaj zelo takšno vprašanje, ne? Ampak mislim, da ne bo zmanjkalo stvari, ki bi jih mi radi počeli, pa zdaj nimamo časa, ne? A bo vsa ta tehnologija na voljo samo tistim, ki se bodo to zmogli privoščiti? Bo to zelo drago? Ali bo to, oziroma kdaj bo to dosegljivo množicam? Množicam moram reči, da se tudi te tehnologije cenijo. Bolj bo to, da vseeno bomo mogli biti pa malo tehnično le podkovani, izobraženi, ne, da bomo znali upravljati s tem tako, no. Jaz bi bolj rekla, da bo več kapitala v znanju potrebnega, kot pa mogoče, ne. Ker se res, sploh te kitajski roboti, to se kar ceni, no. Včasih kar presenetljivo, ne, koliko se je že to pocenilo, ampak je pa res, rabimo pa tehnično znanje, ne, mislim, da moramo tudi nekako tudi družboslovce malo navdušiti nad temi tehnologijami, humaniste, da bi se majčkeno bolj vključili to, ker je pač to neizbežno, no. Tehnologije, umetna inteligenca, robotika krojijo našo družbo, ne, in... Kako pa dobiti v bistvu, kakšno znanje dejansko, recimo, če zdaj govorijo o robotu za domačo uporabo ali kakorkoli, ne? Kakšno znanje bo pa tle treba, se pravi, kako se bo naučil vse Kot to, kar prvo se ne bomo hočemo? smeli bati te tehnologije, ne. Ja, Kot prvo bomo mogli znati, vedno bodo težave, ne, kak reboot, da boš neke osnove le vedel, ne. Pa moram reči, da jaz pogrešam v Evropi, v Sloveniji pa sploh kakšne takšne študije, ne, ki jih nudijo v tujini. Naprimer na Japonskem, kjer sem jaz študirala, je super program, ki se imenuje humanistična informatika, ne. In tam To pa je? humanistična informatika je pa nekako združevanje tehnoloških ved s humanistiko, s družboslovjem, ne. Kaj še In tam primer? je, naprimer, to je robotika. Robot je najbolj interdisciplinarno področje, kar bi jaz poznala, no. Naprimer, že sama beseda robot je vzpostavil umetnik, ne, se pravi, da prihaja iz družboslovja, ki jo še danes uporabljamo. Pri robotu je zelo pomembna tudi psihologija, kako bomo mi sprejeli, oblika, ne, etika, ne, tako da sploh v robotiki, no, je res najbolj nazoren primer
bi rekla, humanistične informatike, ne? In mene včasih mogoče malo skrbi, da zadaj za razvojem tega stojijo mogoče samo inženirji, ne? Da me ne bo zdaj kdo narobe razumel, ampak inženir bolj malo pozna družbo pa človeka, ne? In mene je tudi včasih tako malo razočara, ne? Rečejo, ja, to se dela za ljudi. Koliko pa poznaš ljudi, koliko si pa med ljudmi, ne? In ja. Kaj se pravi, tudi meni, da moramo tako narediti tele robote bolj brezbrižne, bolj arogantne, bolj ampak jih čuteče. ampak jih približevati družbi, ne? Kar pa se mi zdi v Katapult robotiki, pa skupaj s HIP projektom, podjetjem HIP Project smo zelo aktivni na tem področju. Res prinašamo te tehnologije v šole, širši javnosti, da se izgubi ta strah, da bomo pač, mislim, ne da bi zdaj mogli vsi biti za robote, ampak jaz mislim, potrebno je to tehnologijo spoznati pa potem soditi, ne. Dejstvo pa je, da izginila ne bo, ne. Ne, sej, to sploh ne dvomim, tudi v bistvu mislim, da je seveda treba je v to smer. Je pa res, da strah recimo pa je, ne, ravno robota spustiti v domače okolje. Je Ja. pa seveda zato, ker vemo, da so odzadaj neke baze. Pa. Ja, ko mi spustimo humanoidnega robota domov, ne, je pač proces učenja, ne, zaenkrat še tak, da se uči preko teleoperacije, to pomeni tako, da je operater na drugi lokaciji, In to po je možnosti tisto, iz kar je podjetja, in ga upravlja nadaljavo, pač da robota nauči, ne. Vsako stanovanje ima drugačne specifike, drugačno razporeditev pohištva, drugačne naprave uporablja. In to nekdo vse ve. Nekdo to vse ve, ja. A je z Roombo kaj drugače? Mogoče je pri tleh, da se vse ne vidi tok, ne, ampak čas je presenetljivo, koliko smo mi pripravljeni že sprejeti, ne, in ena velika opasnost je tudi pri teh robotskih igračih, ki jih imajo otroci, ne. Tudi to žestimo, ne, ko se v nekem mehkem medvedku, ne, pa govori, pa zaznava. Kako to zregulirati, da bo narejeno tako, kot je prav? Težko zaenkrat, težko rečem, nimam enega odgovora, no. Nimam, ne. Ker lih ta pravila igre. In mislim, da je treba predvsem otroke tudi pa mladino ali pa vse nas naučiti, do kam, koliko v intimo spustiti, ne. Pa Jaz sem prej rekla ravno to, da ne bi raj zaupala robotu v prodajnem salonu. to je salon, to pa ni doma, ja. Ampak še vedno v bistvu greš v bistvu s svojimi besedami, svojimi, ne? V bistvu tudi sebe v bistvu daš nekaj v eno bazo, ne? S tem, ko neke stvari sprašuješ, ne? A ni to je v bistvu vse podobno, ne? Ja. Tako da ne vem, mislim, vse skupaj je tlele, mislim, malo strašno pa je, ne? Kakorkoli vzameva, ne? Strašno, ker je tako neznano, ja. Mislim, bolj je sama stvar v tem, kako v bistvu zaščititi, da bo to na voljo samo meni, ne? To Ja, znanje. ampak Zdaj, to ker če sem ni jaz zaenkrat recimo- zagotovila, ne, ker v bistvu so res te sprašujem- korporacije zadaj, ki nimamo kontrole, ne, tle, tudi vsi, ki imamo Facebook, ki imamo socialna omrežja, smo že noter v tem, ne. Mislim, sprašujem predvsem zato, ne, zdaj, ker to ChatGPT, ne, preden je, ko je postal, mi je zares dober pomočnik, šele takrat, ko sem ga jaz naučil vse o meni, vseh mojih razmišljanj, kako in kaj, takrat je ratala stvar zanimiva, ampak hkrati seveda sem jaz moral dati ogromno Podatkov. primerov, kako jaz Ja, razmišljam. saj ne, zaradi tega je pa podatkov. umetna inteligenca, algoritmi so tako zmogljivi, tako pametni, ker se napajajo z našimi podatki. Ne? Podatki, to je danes zlato, ne? To je Ampak danes kako bomo mi te podatke zaščitili, oziroma vso to znanje, ki sem dal v ChatGPT ali pa ki sem dal v robota, da bo to namenjeno samo meni. A ne lahko vem. to ostavimo sploh? Trenutno ne, bi jaz rekla. Trenutno mislim, da ne. Zdaj mi je malo grozen, zato ker zdaj že kar nekaj intervjujev, ki sem naredil na to tematiko, vsakeč smo zaključili bolj tako melanholično, težko, že kar malo skoraj negativno, strašljivo. A lahko je to zapeljava v pozitivo?
Seveda, razumem, domovi za starejše, cel kup enih aplikacij sva že naštela, ki so pozitivne. Ja, jaz zelo vidim pozitivne te, sploh v kakšnih rehabilitacijskih tehnologijah. Tako, ja. Mene zelo navdušuje, moram reči, paraolimpijske igre so mi, Fascinantne, si mislim, enostavne, kakšne možnosti ima danes, ne vem, človek, če pač zaradi kakšnega koli razloga pač zgubi del telesa, ne, koliko se lahko v bistvu v družbo aktivno vključuje, pa mene to prav fascinira me, ne. Se pravi, Ta da- volja pa ta zmogljivost, no, ki jo potem imajo, ne, tako da ni vse. Ne, sej dejansko so zdaj pripeljali spet na mobilnost, se pravi, mi bomo dejansko omogočili tudi recimo starejšim, da bodo šli na sprehod po mestu, da bodo tudi Ja. tisti gibalno ovirani dejansko šli. No, Ja, to kar malo včasih pozabimo, ne. V bistvu, ker nekako se razvijajo takšne tehnologije, ne, v bistvu so potem aplikacije, gredo potem tudi v rehabilitacijsko robotiko, umetni ud, ne, tako da ima vedno je več aplikativnost, ne. Ja. No, pa so našli eno fino tako stvar za zaključek tega pogovora, tako da bo v pozitivno Ja. zapeljana stvar. Takšne prihodnosti pa se veselim, tako da lepa hvala za ta Ja, pogovor. hvala.